Ola, evo, danes sem hotel narediti en video na temo odnosov moški-ženska, to, kar je naravni odnos. In sem hotel samo povedati, upam, da bo krajši video, kar sem zasledil med temi učitelji, ki govorijo o odnosih, o dinamiki odnosov moški-ženska, da kako lahko ženska s svojim obnašanjem prispeva k temu, da se moški ne bi počutil moški, k tej emaskulaciji, emasculation. Torej, kako lahko kao ženska podira neko moškost. In potem so skušali pač te učitelji učiti, da kako naj se ženska obnaša, da tega ne bo delala, da ženska ne bi spodnašala neke moškosti v tipu. In so jim pol ženskam dajali lekcije. In sem jaz to videl in sem bil tako, what? Jaz bi rad povedal nekaj na to temo, ker očitno tej moški mislijo, da ženska lahko spodnese moško moškost in da mora ženska paziti, kako ne se obnaša, da ne bo slučajno spodnesla moške moškosti, moškemu njegovo moškost. Ne? In jaz bi rad povedal nekaj na to temo. Zato, ker se mi zdi to blues največji. V glavnem, hotel sem povedati, da če človek, če ženska, to je samo itak princip, ne? Zdaj ta trenutek, ki ga lahko vežeš na bilo kateri odnos. Moški, ženska, ženska, moški, nema veze. Moški, moški, ženska, ženska, naprimer o nekih biznis odnosih ali kjerkoli. Ampak zdaj tle govorimo o nekih romantičnih odnosih moški, ženska. In preko sem dal primer moški, moški, moški oziroma ženska, ženska, sem mislil v nekih biznis odnosih, ne? Ker jaz ne podpiram nenaravnih odnosov. In torej v romantičnem smislu naravni odnos je samo moški-ženska oziroma ženska-moški in hočem povedati, da to je pač princip, ki ga bom zdaj razložil in ga lahko apliciraš na vse odnose. In v glavnem pač to, da ženska more paziti, kaj pove, kako se obnaša, zato da ne bi spodnesla moškosti moškega, da ga ne bi užalila, ranila oziroma kakorkoli naredila šibkejšega in da mora zato paziti, ko se obnaša. Se meni zdi največja bedarija, zato ker nekaj, kar je resnično, nekaj, kar je močno, ne moreš spodnesti. To je največja bedarija, kar jo prodajajo. Če si ti močen človek, to lahko pomeni, da si celosten, da si torej že končan, ali pa da si samo preprosto močen, samozavesten in da priznavaš svojo nepopolnost in jo sprejemaš in si na tem vlaku k popolnosti, to je že vse moč, to je spekter moči. Eno je štart, drugo je konec, ampak vse je že spekter moči. In če si ti v tem spektru moči, potem noben ne more spodnesti tvoje moči. Naprimer, moškemu biti moški je pomeni biti močen, pomeni biti, torej, če je odrasel človek, ki ima penis v svoji moči, potem bo pravi moški. Človek, ki ima penis in je zares odrasel, je torej močen in to pomeni, da je pravi moški. In takemu človeku, takemu moškemu, njegove moškosti ne moreš spodnesti. Ne moreš pravemu, odraslemu, zrelemu človeku, moškemu spodnesti njegove moči, če ne bi bila moč. Spodneseš lahko samo tisto, kar je lažno v njem. Samo tisto, kar je fake, tisto, kar je šibko. Samo šibkost se lahko zruši. Moč se ne more zrušiti. In če je torej ženska oziroma kjerkoli človek v drugem človeku z neko besedo ali z dejanjem v tebi naredi, da se sesuješ, v drugem človeku naredi, da se sesuješ,
pomeni, da je samo pač izpostavil nekaj šibkega v tebi in ti si pač s tem, da si se sesul, samo priznal, da je to v tebi bilo šibko. In to je to. Torej, na nezavednem nivoju je ta človek, se mu lahko zahvališ, ker je izpostavil tvoj blind spot, del sebe, del svoje šibkosti, ki ga do zdaj nisi videl in se ni mogel izraziti. In ko je ta človek nezavedno v tebi izpostavil, ali pa zavedno kašni, v tebi je izpostavil en del tebe, ki je šibek in se je tebi pokazal v tvoji izkušnji, da je šibek, ker si priznal, da je šibek, ker si se zlomil, ali pa ti je bil ful močen trigger in si se delal, da te ni zlomil. Torej, če je v tebi to vzbudilo dejanje oziroma besede nekoga drugega, tvoj zlom, ki ga pokažeš ali ne pokažeš, če je to v tebi vzbudilo tvoj zlom, je samo zato, ker je nakazalo na nekaj, kar je v tebi šibkega, na šibkost v tebi. In šibkost je zmeraj laž. Torej, nekaj, kar je lažnega v tebi, zato ker mi smo po naravi močna bitja. In moči ni treba zaščititi. Šibkost pa ljudje zmeraj ščitijo. Nočejo jo pokazati, niso jo sposobni živeti. In kaj hočem s tem povedati? Hočem povedati, da šibkost lahko rata moč, samo če si šibkost dovolimo živeti. Če si ti šibkost, nekaj, kar te zdaj dela šibkega, dovoliš izraziti in živeti, šele takrat rataš močen človek, zato ker močen človek je sposoben izražati svojo moč in svojo šibkost. Samo šibek človek je sposoben izražati svojo moč in beži od svoje šibkosti. Močen človek je sposoben cel spektr samega sebe, karkoli mu predstavi življenje. Torej, močen človek je sposoben izražati svoj ponos, svojo moč in svojo šibkost, svojo ranljivost. In če nekdo s svojimi besedami in dejanji v tebi, zavedno ali nezavedno, vzpostavi nek trigger, nek izraz tebe, ki je tebi neprijeten in se temu upiraš ali ne, torej ti to pokažeš, izražiš, čutiš ali ne, nema veze, to je pokazalo, da v tebi je še zmeraj nekaj šibkega, nekaj, kar nisi sposoben živeti in samo, če si boš ti to dovolil živeti, če boš si ti to sposoben bil priznati, si ti končno padeš v ta spektr moči, kjer se lahko začneš, zdaj, ko si priznal, z samozavedanjem tega, torej z samozavestjo, si priznal in si se spravil, se lahko spraviš, komaj zdaj imaš šanso, da se spraviš na pot k integraciji. Ampak ti si že v spektru moči, s tem, ko si se zavedal tega in ko si to dovolil priznati, ko si nehaš lagati oziroma rataš zaveden nečesa, kar si bil nezaveden. Torej, dokler ljudje v nas dosežejo, da se v nas vzbudi neka naša šibkost, nekaj, kar nas obvladuje, nekaj, kar nas še zmeri omejuje, nek strah pred izrazom nas samih, če to ljudje uspejo doseči v nas z besedami oziroma z dejanji, zavedno ali nezavedno, to pač samo kaže na našo šibkost. In vem, da to zgleda neprijetno, ko si v situaciji, ampak v realnosti, na nezavednem nivoju, se takemu človeku lahko zahvalimo, ker nas v bistvu s tem, ko nam izpostavlja našo šibkost, imamo šanso, da se soočimo z njo in če se soočimo z šibkostjo, pokažemo pravo moč, samozavest. Samozavest je sposobnost, ni popolnost. Samozavest je sposobnost sprejemanja takšnega, kakšnega, kakšen si. Torej, samozavest ni, da si ti popoln, ampak jaz se sprejemam kljub svojim nepopolnostim. Tudi svoje nepopolnosti sprejemam in sem cool s tem. To je samozavest. To je spektr moči, kjer se ti zavedaš lastne moči, nimaš pa še integracije. In od tu naprej greš lahko v integracijo. In prideš na koncu do pač nekega harmoničnega stanja, ne samo v zavedanju, ampak tudi v integraciji. In to je taka redkost v svetu, da ja, Bože. V glavnem,
emasculation, ne? Torej, kot sem rekel, to se veže na čisto vsa področja v življenju. Nekdo lahko tebe ošibi oziroma te prisili v neko šibko stanje, samo če si ti sam šibek. In šibkost ni to, da se v tebi vzbudi šibkost, ampak da ti šibkosti nisi sposoben. Torej, šibkost je nesposobnost šibkosti. Če si ti močen, si ti sposoben šibkosti. In samo če si sposoben šibkosti, lahko šibkost predelaš. Ne, tu je trik. Bom ponovil. Če v tebi nekdo vzbudi šibkost in ti te šibkosti nisi sposoben sprejeti, se pogledati v realnosti, kakršen si ti šibek. Če ti tega nisi sposoben, si šibek. Ker se delaš, da si samo močen, a v resnici bežiš od nečesa. Ta trenutek si nisi sposoben priznati. Nisi sposoben sprejemanja realnosti, ker ti je pretežko. Ti je mar, kaj si drugi mislijo, na primer. Ali pa te je strah preprosto skozi sebe spustiti, zato ker imaš v nevrološkem sistemu oziroma v energetskem sistemu upor pred tem. Zavedno ali nezavedno, nema veze. In šele, ko si ti torej samozavesten, se zavedaš svojega samozavedanja, svoje te moči, da ti lahko to pogledaš in si to priznaš, dokler ti tega nisi sposoben, ti nisi močen, si šibek. In šele, ko si to dovoliš, jaz sem šibek. Jaz nisem samo močen in ponosen, sem tudi šibek, stvari mi lahko zlomijo. Tu se začne samozavest, to je moč. In zdaj si zaveden svoje šibkosti in šele, ko si jo zaveden, lahko ti začneš delati integracijo, da se zares tudi v energiji opolnomočiš in ne samo v zavedanju, ne samo v veri in prepričanjih v glavi, ampak tudi v telesu, v energiji, v izkušnji. In to je to. To je cela pot evolucije. Iz disharmonije v harmonijo. In sem pač samo hotel povedati, da to, kar govorijo te učitelji, ki učijo o dinamikih partnerstev, kjer učijo, da kako mora ženska in kako morate partner drug drugemu paziti, kako se obnašate in kako z nekimi dejanji kao spodnašaš svojega partnerja in da moraš paziti, je to bullshit. Prvo kot prvo, če to ljudje delajo, ponovadi delajo nezavedno in morajo ratati samo tega zavedni in pač pogledati, zakaj to delajo, kje tiči vzrok. Če pa to delajo zavedno, s takim partnerjem nimaš kaj delati. Če ti partner zavedno meče polena pod noge, nimaš s takim partnerjem kaj delati. Se ne vidimo več. Čau, hvala lepa. Če pa partner to dela nezavedno, preveriš in če te res ljubi, si tega ne bo želel delati in bo to pri sebi popravil, bo odkril vzrok, zakaj v resnici bo prišel do tega, da zakaj te torej nezavedno spodnaša te zaradi tega, ker je v energiji nevredno se počuti v energiji in zaradi tega hoče tebe spodnesti, zato da bi tudi ti bil v energiji nevreden, zato da se on sam ne rabi počutiti nevreden v energiji. To je to. Vsak človek, ki spodnaša drugega človeka, je sam zaradi tega, ker je sam šibek, v drugemu prepozna vrednost in noče, da bi jo ta človek sam prepoznal vrednosti v sebi in ga zato spodnaša, zato da bi on sam, ta človek bil šibek, zato da so skupaj lahko šibki. Zato ker šibki ljudje rabijo konstantno neko oporo, rabijo konstantno neko potrditev, neko okolico, kjer se počutijo kul. Ma saj smo vsi šibki, ni z mano nič narobe. Čim so pa okoli njega močni ljudje, to njemu da ful močen feeling šibkosti, se zaveda svoje šibkosti in pol takoj začne spodnašati vse ostale. In to imamo v politiki, stranke, povsod, v partnerstvih, povsod je to. In sem hotel samo povedati, da to deluje samo med šibkimi ljudmi. To med močnimi ljudmi ne deluje. Pri močnih ljudeh se to ne obstaja. Če je človek nezaveden, ga narediš zavednega tega dejanja, tega delanja, in če te človek ljubi, bo to popravil, nemudoma. In če človek to dela za nalašč, ga pač odjebeš. S takim človekom nimaš kaj delati v lifeu. Razen, če si še zmeri šibek in te je strah, naprimer, tega človeka odsloviti, ker to potem pomeni, da boš ti, naprimer, zgubil neke bonitete, ki jih imaš.
ker si zdaj s tem človekom. Ampak to je potem pač tvoja lastna šibkost, za katero si odgovoren. Tako da upam, da bo ta video naletel na kakšne te učitelje, ki učijo o dinamikih odnosov, ki jaz verjamem, da kakšni imajo dober namen, kakšni so preprosto slepi, ampak kakšni imajo pa dober namen in pač preprosto ne vidijo vsega. Moči ne moreš spodnesti, moč ne rabi zagovora. Moč je trdna, stoji, resnična je in je individualna, je suverena je. Ne rabi nobene podpore od nobenega drugega. Takšen človek je nezlomljiv. Takšnega človeka ne moreš zlomiti. Zato, ker je znotraj cel in pozna svojo vrednost. In tak človek, samo tak človek vidi stvari zares, zato ker vidi sebe. In tak človek lahko videnje ponudi drugim ljudem. Naprimer, lahko druge naredi zavedne. In da drugim šanso, da pogledajo sebe. In kot pravim, če človek kljub temu, da mu izpostaviš samega sebe, še zmeri dela slabo, ga pač odsloviš. Hvala lepa. Se ne vidimo več. Se vidimo ob svetem nikoli. In to je to. Če ko hodiš po svetu, karkoli v tebi vzbudi občutke neprijetnosti in se z njimi ne moreš soočiti, se zavedaj, da svet ni kriv. Svet samo zrcali tvojo lastno disociativnost, disociacijo, delnost, nevrednost in te skuša torej skozi svet, Bog, življenje, te skuša skozi življenje narediti močnega. Ti daš šanso, da sprejmeš ta del sebe. In šele, ko ga sprejmeš, ga lahko integriraš. Ne moreš ga integrirati, če ga ne sprejemaš. To je to. See ya.